Spoštovani gostje, v imenu Svetovnega slovenskega kongresa vas lepo pozdravljam in izrekam toplo dobrodošlico na 3. konferenci slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije. V veliko čast si štejemo, da vas lahko znova pozdravljamo v naši družbi in da spremljate naše poslanstvo. Verjamemo, da bo to srečanje nadaljevalo z našimi prizadevanji za tesnejše sodelovanje in povezovanje slovenskih strokovnjakov iz domovine in sveta, kot tudi izmenjavam znanja in izkušenj. Želimo vam nadvse prijetno počutje na konferenci. Najprej pa prisluhnimo slovenski in evropski himni v izvedbi komorne zasedbe Orkestra Slovenske vojske. Zdaj pa najprej vabim k mikrofonu predsednika Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Borisa Pleskoviča. No, najprej vas lepo pozdravljam. Poseben bi pozdravil predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je častni pokrovitelj danes, ministra za Slovence po svetu in pa namestnika ministrice za kulturo in vse ostale, ker zame ste vsi pomembni, enako. Preden začnem moj govor, bi rad povedal, da zadnje časa, čeprav danes vas je kar veliko tukaj, prijavili se jih preko 75, ampak ko smo imeli pred leti drugo konferenco slovenskih glasbenikov iz sveta in domovine, v Hitu v Novi Gorici je bilo 150 ali 200 ljudi, vsi spolni, zadnje čase pa zgleda, da se ljudje še zmeri korone malo bojijo, ne? In upamo, da bo v bodoče, se bomo vsi pozdravili, da tega ne bo več. No, spoštovani udeleženci, udeleženke, pred nami je 3. konferenca slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije, to je že 43. vseslovensko strokovno srečanje, ki ga organizira Svetovni slovenski kongres vsaki 2 leti. Tokrat je ta konferenca organizirana s sodelovanjem z Glasbeno matico Ljubljana in Glasbeno narodopisnim inštitutom ZRC SAZU.
Letošnje srečanje glasbenikov zaznamuje 150 obletnica ustanovitve. To je posebno svečano Glasbene matice Ljubljana. Konferenca predstavlja prizadevanja, da se slovenska glasbena umetnost vzpostavlja kot vrhunska domača in pestra umetniška praksa doma in po svetu. Za glasbo so že zdavnaj zapisali, da ne pozna meja, da glasba govori en jezik, ki ga razumejo povsod po svetu. Toda vsaki glasbeni govorici so sledi človekove in narodove duše. Slovenci te sledi puščamo povsod po svetu. Praktično po vsem svetu delujejo slovenski skladatelji in dirigenti, na svetovnih odrih pa lahko vidimo imenitne slovenske pevce. Ponosen sem, da premore Slovenija tako veliko število odličnih glasbenih ustvarjalcev, ki se lahko kosajo v svetovnem merilu. Glasba in pesem sta pomembni sestavi naše nacionalne kulture in identitete, ki se pogosto prepletata. Slovenska pesem in glasba sta spremljali naše izseljence na njihovi poti v svet. Krajšali sta jim čas, blažila njihovo domotožje in združevala med seboj mlajšo in starejšo generacijo. Iz svojih izkušenj vam lahko povem, ko sem še delal v Washingtonu na Svetovni banki, sem obiskal Slovence v Ameriki, v Kanadi in tako naprej. Recimo Marija Ahačič-Polak, ki je bila solistka tam, kjer Morkec se to vodi pevski zbor mladih. In meni je bilo pri srcu, ker s tem, da mlade punce, mladi fantje pojejo starejši generaciji, je to fantastično zadruženje. In ta glasba je združevala Slovence in v Clevelandu, v Kaliforniji, v Avstraliji, Kanadi, Argentini in tako naprej. Upam, da bo to srečanje podobno prispevalo k povezovanju in dialogu med slovenskimi glasbenimi umetniki. Dialog je tisti, ki nadgrajuje naše misli, ideje in širi našo ustvarjalnost. Na konferenci slovenskih glasbenikov pa odpira možnost, da se slovenskim glasbenim ustvarjalcem in poustvarjalcem, zborovodjem, pedagogom in tudi drugim glasbenim delavcem približa trende iz tujine in utre pot v svetovni glasbeni prostor, v katerem lahko zastopajo ter predstavljajo izjemno slovensko glasbo. To srečanje je hkrati tudi priložnost za vse tiste Slovence in Slovenke, ki glasbo ustvarjajo na različnih koncih sveta. Je priložnost za boljšo prepoznavnost teh umetnikov in njihovih del doma, kakor tudi vzpodbuda za uporabo njihovih nastopov v slovenski diplomaciji. Namreč, ko sem še bil v Ameriki, ko sem študiral v Bostonu, sem tam srečal več slovenskih glasbenikov na Juilliard šoli v Bostonu, to je za jazz, potem na Juilliard šoli v New Yorku in tako naprej, in sem našim ambasadorjem in konzulom predlagal, da kadar imajo proslavo dneva državnosti in tako naprej, naj povabijo naše violiniste, pevce iz teh šol, ne pa tujce. In s tem, da jim tudi dajo par 100 evrov, da kaj zaslužijo, in da so ponosni na to. Konferenčni del srečanja bo obsegal 3 tematske sklope: glasba in posel, glasba in diplomacija in predstavitev slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije, ki bo razdeljen na 2 tematska sklopa: bogate glasbene poti ter mladi talenti. Sklepnemu delu konference bo sledil zanimiv vodeni ogled po glasbeni Ljubljani, skupno srečanje pa bomo zaključili z večernim koncertom v počastitev 150. obletnici Glasbene matice Ljubljana. In ta koncert bo tudi tukaj, ker so me mnogi sprašvali, ali bo to kje drugje. Zahvaljujem se akademiku, profesorju dr. Petru Štihu, predsedniku SAZU, za prevzem častnega
pokroviteljstva konference. Poleg tega se želim zahvaliti vsem članom programskega odbora, ki so s svojimi nasveti in dragocenimi izkušnjami sooblikovali program. Za sodelovanje bi se rad zahvalil Glasbeni matici Ljubljana in Glasbeno-narodopisnemu inštitutu ZRC SAZU ter vsem uglednim predavateljem, ki ste podarili svoj čas in talente za uspeh tega srečanja. Zahvala gre tudi Uradu Republike za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga predstavlja minister Arčon, ki finančno podpira strokovne konference ter Slovenski akademiji znanosti in umetnosti SAZU, ki nam je prijazno odstopila prostore za današnji dogodek. Jaz sem prej rekel gospodu predsedniku SAZU, da smo prišli k njemu dan, pa je rekel, jaz bilo danes kar v copatah prišel, ker ima pisarno tukaj zdravo. Ne nazadnje hvala tudi strokovnim sodelavcem upravne pisarne SSK za odlično logistiko, glavni sekretarki Sonja Avguštin, Čampa, Nini Farlan in Luki Klopčiču. Vsem vam želim uspešno strokovno delo v želji, da bi se spoznanja in dogajanja konference s pridom uporabili tudi pri svojem delu. Veseli bomo vaših konkretnih predlogov in novih pobud na področju povezovanja slovenske glasbene ustvarjalnosti. Tistim, ki prihajate iz tujine, želim, da bi v Sloveniji lahko doživeli čim več prijetnih trenutkov in se kot nastopajoči kmalu vrnili, vedno boste dobrodošli. Hvala za pozornost. Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu že vrsto let podpira delovanje Svetovnega slovenskega kongresa. Pred mikrofon zdaj vabim ministra, gospoda Mateja Arčona. Spoštovane, spoštovani, en prisrčen pozdrav v imenu Vlade Republike Slovenije, v imenu Urada za zamejstvo Slovencev v zamejstvu in po svetu in svojem imenu. Hkrati ena iskrena hvala in zahvala in pohvala organizatorjem današnjega dogodka. Zagotovo bomo vaše delovanje, vaše aktivnosti podpirali tudi v bodoče, ker delate v smeri, da se Slovenci nenazadnje povezujemo na različnih tematikah in danes nas tukaj povezuje glasba. Glasba, ki ima čarobno moč, glasba, ki nas povezuje, nam pričara v življenju tudi lepe trenutke, nas spravi v dobro voljo. In glasba je seveda zelo pomemben element tudi pri ohranjanju naše identitete in še kako so pomembni naši Slovenci v zamejstvu in po svetu, ki skozi glasbo, skozi kulturo ohranjajo slovensko glasbo, naš slovenski jezik, ki nas je ohranil stoletja, da smo danes seveda tukaj. Moram povedati, da sem zelo zadovoljen, ko vidim, kako so naši Slovenci pripadni, kako s kakšnim žarom dejansko se zavedajo naše identitete in kako smo vse bolj skupaj, vse bolj povezani, in če korona nam prinesla dosti slabega, nam je mogoče tudi ta virtualni svet nas je na nek način zbližal, da ohranjamo tudi na dnevni bazi te stike. Zagotovo je tudi današnji dan pomemben, da se nenazadnje na tematike, ki jih je sam predsednik omenil, pogovorite, pogledate v preteklost in v prihodnost, date na piedestal tudi vse talente, ki jih imamo po svetu nenazadnje, in se jim zahvalimo, da so za vso ustvarjalnost, ki jo imajo, da so na nek način tudi naši glasbeni ambasadori v svetu. Tako da iskrene čestitke, vse dobro želim ob današnjem dogodku in srečno tudi v bodoče. Hvala. K nagovoru zdaj povabim svetovalca na Ministrstvu za kulturo, gospoda Petra Baroša.
Spoštovane, spoštovani, v imenu Ministrstva za kulturo in ministrice dr. Aste Vrečko vam izkazujem iskrene čestitke ob organizaciji in izvedbi 3. konference slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije, ki poteka v sodelovanju Svetovnega slovenskega kongresa, Glasbene matice Ljubljana in Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU. Čestitke in zahvala častnemu pokrovitelju dr. Petru Štihu, predsedniku SAZU, vsem govorkam in govorcem ter drugim sodelujočim, ki boste prispevali svoje dragocene misli in besede. Posebne čestitke Glasbeni matici za častitljivih 150 let obstoja in delovanja in še posebej predsednici Veroniki Brvar za prizadevanja, ki bodo Glasbeni matici nedvomno popotnica tudi za naprej. 12 let mineva od predhodne konference, 12 let, v katerih se je marsikaj spremenilo. Pretresi, ki smo jim priča v zadnjem času, kličejo k razmisleku. Na osebni ravni, na ravni interesnih skupin in širše skupnosti, na ravni sveta. Svet se že zdolgo ni zdel tako majhen, pa naj si k temu prispevajo nove komunikacijske tehnologije ali pa okoliščine, ki domala vsakega prebivalca planeta silijo v isto vprašanje, vprašanje lastne ranljivosti, ranljivosti skupnosti, ki ji pripada in ranljivosti sveta, v katerem vsi skupaj sobivamo. Skrbno izbran program letošnje konference se ozira v preteklost, sedanjost in prihodnost slovenske glasbe doma in na tujem. Postavljajo v kontekst aktualnosti, v središče problemov, priložnosti in izzivov, ki jih današnjost prinaša. Prihaja v najpomembnejšem in najprimernejšem trenutku, ki ima vselej isto ime, sedaj. Pravimo, da glasba povezuje in vključuje, da v sebi skriva srž neke univerzalnosti, da kultivira, motivira. In če temu pritrdimo, glasbi priznamo določeno poslanstvo, hkrati pa jo zavežemo tudi k določeni odgovornosti. V današnji dobi odgovornost terja predvsem veliko hrabrosti. Neizogibnost razmisleka o ranljivosti glasbe in z njo povezanih življenj, kar bo danes tudi gotovo pomembna iztočnica debat, naj torej hrabri luč spomina na velike dosežke slovenske glasbene umetnosti, ki jih bomo spoznali, spremljajo naj ga tudi zgodbe mnogih glasbenih uspehov sedanjosti, ki jim pritrjujejo tudi številna priznanja in nagrade zunaj naše države, tudi o tem bo govora. In predvsem naj se razkrivajo možnosti, ki lahko slovensko glasbo ponesejo še dlje in naprej, preko nacionalnih meja in opremljeno z novimi znanji in veščinami, ki nam jih sedanjost ponuja tako v izziv kot v uporabo. Torej vsem sodelujočim na 3. konferenci slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije želim veliko pronicljivih misli in besed ter izmenjanih idej in izkušenj. Predvsem pa hrabrosti, ker je svet majhen, naša glasba pa velika. Hvala lepa. Strokovne konference, ki jih organizira Svetovni slovenski kongres, pozorno spremljajo in podpirajo tudi najvišji državni predstavniki in ustanove. V veliko čast nam je, da je za letošnje srečanje glasbenikov častno pokroviteljstvo prevzel predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademik profesor dr. Peter Štih, ki ga vljudno vabim pred mikrofon. Spoštovani minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospod Matej Arčon, spoštovani predsednik Slovenskega svetovnega kongresa, gospod Boris Pleskovič, spoštovana predsednica Glasbene matice Ljubljana, gospa Veronika Brvar, spoštovani predstavnik Ministrstva za kulturo, gospod Peter Baroš, spoštovane udeleženke in udeleženci današnje konference in spoštovane gospe in spoštovani gospodje. V veliko zadovoljstvo mi je, da vas lahko v imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti pozdravim na današnji 3. konferenci slovenskih glasbenikov iz sveta in domovine, ki jo je ob sodelovanju Glasbene matice Ljubljana in Glasbeno-narodopisnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU organiziral Slovenski svetovni kongres. Naj začnem staro
in velikokrat izrečeno mislijo, da je glasba univerzalna. Govori z vsem razumljivim jezikom, čeprav to seveda še ne pomeni, da se nam včasih ne kaže tuja ali vsaj nenavadna. A ne glede na to je glasba, ki je imanenten del človekove biti, odvedno povezovala ljudi, tudi tiste, ki se med seboj ne razumejo in živijo v različnih kulturnih in socialnih okoljih. To je nekaj, kar ji daje pomen in moč. Povezovanje, glede tokrat vseh Slovencev, ki živijo v domovini, zamejstvu in izseljeništvu, je tudi glavna naloga Slovenskega svetovnega kongresa, ki to svoje poslanstvo zelo uspešno opravlja že več kot 30 let od svoje ustanovitve ob slovenski osamosvojitvi leta 1991 in ki se nenazadnje odraža tudi v današnji konferenci. A povezovanje je nekaj, čemur se čuti zavezana tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Kot najvišja državna znanstvena in umetniška ustanova povezuje akademija na simbolno reprezentativni ravni že od svoje ustanovitve celotno slovensko občustvo in v tem smislu med njimi članicami in člani niso slučajno vrhunski znanstveniki in umetniki iz vseh treh Slovenij, domovinske, zamejske in izseljeniške. Toda ob vsej svoji univerzalnosti se nam glasba kaže tudi kot nekaj narodno samobitnega, kot nekaj, kar povezuje, kar je povezano z našo narodno identiteto in je del nje. To občutje se je razvilo zlasti od 19. stoletja naprej in je zvezano z oblikovanjem modernih evropskih narodov v tistem času, med katere sodimo tudi Slovenci. Zavedanje, da je glasba gradnik, prenašalec in utrjevalec narodne zavesti, da ima torej tudi v tem ožjem nacionalnem kontekstu povezovalno in konstitutivno vlogo, je bilo pri Slovencih prvič povsem jasno artikulirano leta 1872. Takrat je bila v Ljubljani ustanovljena glasbena matica, ki spada med naša najstarejša kulturna društva. Letos praznuje zelo častitljiv jubilej, 150-letnica svojega delovanja in dovolite mi, da izkoristim priložnost tega nagovora, da ji v svojem imenu in v imenu Slovenske akademije znanosti in umetnosti čestitam ob visokem prazniku in ji zaželim nadaljnjih uspehov. Glasbena matica je ob svoji ustanovitvi v svoja pravila zapisala, da želi vsestransko podpirati in gojiti narodno glasbo, skrbeti za slovensko glasbeno literaturo in objavljati kompozicije slovenskih avtorjev, razpisovati nagrade za domača glasbena dela, zbirati slovenske narodne pesmi, osnovati glasbeno knjižnico in ustanoviti pevsko glasbeno šolo. To je bil zelo ambiciozen program, ki je zajel tako rekoč celotno glasbeno dejavnost in ki ga je glasbena matica v naslednjih desetletjih v veliki meri tudi uresničila. Za ilustracijo omenim samo ustanovitev glasbene šole 1882, ki sodi med najpomembnejše dosežke glasbene matice z dolgoročno veljavo trajnega značaja. Takrat ustanovljena glasbena šola v Ljubljani ni bila samo temelj drugim glasbenim šolam na Slovenskem, ampak tudi zametek višjemu glasbenemu konservatoriju, ki je bil zopet podlaga za ustanovitev naše najvišje glasbene šole, Akademije za glasbo. Spoštovane gospe in gospodje, od tistih pionirskih časov se je v svetu glasbe veliko spremenilo, o čemer na tem mestu ne morem govoriti in niti sem poklican za to. Ugotovim lahko le, da so z razvojem, novimi mediji, komunikacijsko povezanostjo na globalni ravni in še marsičim drugim nastopili tudi na področju glasbe novi izzivi in da so se odprle nove perspektive in možnosti. Nekatere med njimi nagovarja tudi današnja konferenca, na kateri vam želim uspešno delo, dobro diskusijo in prijetno druženje. Vsem njenim pripravljalcem pa se zahvaljujem za njeno organizacijo. Hvala lepa. Vsem gostom se iskreno zahvaljujem za pozdrave in spodbudne besede. Svetovni slovenski kongres je lani praznoval 30 let delovanja. Na posebni slovesnosti smo v letošnjem letu podelili zlatnike Svetovnega slovenskega kongresa
zaslužnim posameznikom in institucijam, ki si v svojem poslanstvu prizadevajo ohranjati in krepiti narodno zavest pri rojakih doma in po svetu, ter svojimi aktivnostmi povezujejo Slovence širom sveta. Zaradi odsotnosti dveh nagrajencev bomo izkoristili to priložnost danes, da te zlatnike tudi podelimo. Zato tukaj spredaj najprej vabim dr. Pleskoviča in profesorja dr. Jadrana Lenarčiča. Jadran Lenarčič je v vlogi direktorja Inštituta Jožef Štefan aktivno pristopil k podpori projektnih konferenc slovenskih strokovnjakov iz sveta in Slovenije, še posebno povezovanja z rojaki na področju znanosti ter študentov in mladih raziskovalcev. Sodeloval je pri pripravi konferenc v pripravljalnem odboru ter večkrat tudi kot govornik na konferenci. V času vodenja inštituta so srečanja znanstvenikov in študentov gostovala v prostorih inštituta. Njegovi umirjeni in tehtni nasveti so bili vedno v veliko pomoč, tako pri oblikovanju nabora govornikov, tematik srečanj, kot tudi pri izjavah za javnost. Več mandatov je tvorno deloval v vodstvu Svetovnega slovenskega kongresa. V zahvalo za njegovo delo na področju povezovanja slovenskih rojakov na področju znanosti in gospodarstva, za nesebično pomoč študentom in mladim raziskovalcem in za uspešno mednarodno uveljavljanje slovenske znanosti, mu Svetovni slovenski kongres ob tej priložnosti podeljuje zlatnik Slovenski tolar. Povabim še profesorja dr. Dušana Polha. Dr. Dušan Polh je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in doktoriral v Nemčiji. Predaval je na univerzah v Ljubljani, v Nemčiji, Švici in na Kitajskem. Pri Siemensu je deloval na različnih vodilnih položajih v marketingu, raziskavah in razvoju.
Objavil je preko 200 člankov in referatov v mednarodnih revijah in na konferencah. Intenzivno je sodeloval na vodilnih položajih v mednarodnih strokovnih organizacijah. Dr. Dušan Povh je bil več mandatov prvi podpredsednik Svetovnega slovenskega kongresa. Aktivno je sodeloval na mnogih strokovnih konferencah slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov, prav tako pa je svoje bogato znanje, izkušnje in predloge nesebično delil tudi v pripravljalnih odborih strokovnih konferenc. Velikokrat je na konferencah prevzel vlogo aktivnega predavatelja ali moderatorja tematskega sklopa. V zahvalo za zvesto podporo Svetovnemu slovenskemu kongresu mu ob 30. obletnici obstoja Svetovnega slovenskega kongresa podeljujemo zlatnik Slovenski tolar. Sedaj pa ponovno prisluhnimo članom komorne zasedbe Orkestra Slovenske vojske, ki nam bodo zaigrali Dan neskončnih sanj, Poljane, dom prelepih dni, Hvala za vijolice in Ljubim te, Slovenija.
Komorni zasedbi Orkestra Slovenske vojske se iskreno zahvaljujemo za izvrstno obogatitev te uvodne slovesnosti. Sedaj pa sledi uvodno predavanje ob 150. obletnici Glasbene matice Ljubljana in na oder vabim njeno predsednico, gospo Veroniko Bervar. Spoštovani visoki gostje, dragi obiskovalci, hvala, ker ste prišli na to konferenco. Posebej se zahvaljujem častnemu predsedniku konference, gospodu Petru Štihu, predsedniku SAZU in pa seveda Slovenskemu svetovnemu kongresu, ki nas je vzel pod to veličastno okrilje, in pa Glasbeno-narodopisnemu inštitutu SAZU, da smo lahko tukaj v teh prostorih in da seveda tudi skupaj razmišljamo o sedanjosti in prihodnosti. Seveda je takšen lep nastop prava inspiracija za nadaljevanje tega govora. Vendar naj povem, da to ni bilo izbrano le po naključju, ker so izvrstni dobri glasbeniki in ker so na misiji mirovništva, bi lahko rekli. Ne? Namreč prav vojaške godbe so že kmalu od ustanovitve mešanega pevskega zbora Glasbene matice omogočile izvedbo ambicioznih programov, s katerim je to kulturno društvo želelo opozoriti na svojo visoko raven in svetovljanstvo. In kot pričajo viri, naj bi se v zgodovinski spomin zapisala tudi prva izvedba simfonične glasbe z vojaškim orkestrom pod vodstvom slovenskega dirigenta Mateja Hubada. To je bila Dvoržakova simfonija v D-duru po 60. Posebej žlahtno pa so vojaške godbe sodelovale pri izvedbi vokalno-instrumentalnih del vse do ustanovitve Orkestra Slovenske filharmonije. Vlogi in pomenu enega najstarejših kulturnih društev ob njegovi 150-letnici se bomo tokrat posvetili dve predavateljici. V uvodnem delu bo orisana pot Glasbene matice Ljubljana od ustanovitve do današnjega razcveta dejavnosti, v drugem pa delovanje Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC, naslednika folklornega instituta, ki je bil leta 1934 ustanovljen prav pri Glasbeni matici Ljubljana, tako da je ta Glasbena matica posejala tudi znanstveno misel. Ustanovitelji Glasbene matice so že ob nastanku premišljeno začrtali pot delovanja in z jasno vizijo usmerili pogled daleč prek ozkih meja svojega mesta. Društvo se je izkazalo v svoji podjetnosti s polnim zavedanjem družbene odgovornosti, pa se je za dosego svojih ciljev uspešno posluževalo tudi diplomatskih poti. Glede na doseženo bi lahko zaključili, da so njeni člani ob vseh kulturnih dobrinah postavljali tudi temelje za uspešno družbeno ter politično uveljavitev slovenskega naroda in bili pravi ambasadorji slovenske kulture. Med izjemne in podjetne dosežke spadajo ustanovitev glasbene šole, kar je nam povedal že gospod minister, kjer je bila na prvem mestu poučevanje v slovenskem jeziku. Za dosego visokih standardov je odbor Glasbene matice zaprosil mednarodno uveljavljenega pevca, skladatelja in cenjenega pedagoga Frana Gerbiča. No, pri tem naj povem anekdoto, da je Fran Gerbič takrat deloval v Lvovu, današnji Ukrajini, in matičari so mi napisali pismo, da ga rabijo kot Slovenca, kot strokovnjaka, in on je samo odgovoril: pridem. Torej, Gerbič je z jasnim načrtom že ob samem nastanku javne glasbene šole videl daljnosežni cilj, postavitev konservatorija, in v tem duhu tudi ambiciozno zasnoval učni program in napravil nabor učiteljev. Do uresničitve postavitve prve šole za profesionalno šolanje glasbenikov v slovenskem jeziku je zaradi družbeno-političnih okoliščin prišlo šele leta 1919. Duhovni snovalec prvega slovenskega konservatorija žal tega uspeha ni doživel. Leta 1891 je bil ustanovljen mešani pevski zbor. Umetniško vodstvo je bilo zaupano dirigentu Mateju Hubadu z namenom, da s tem pevskim telesom utrdi mednarodni sloves kulture petja na Slovenskem. Že leto dni po ustanovitvi so pevci mešanega zbora ob 300 obletnici
smrti Jakobusa Galusa pripravili koncert Galusovih del in tako skupaj s prvim slovenskim doktorjem muzikologije Josipom Mantuanjem opozorili na kranjsko poreklo velikega renesančnega mojstra. Prva ambasadorska pot je zbor vodila na Dunaj. S pomočjo prekaljenih slovenskih diplomatov, med njimi doktorja Šukleta, je mešani pevski zbor z dirigentom Matejem Hubadom pripravil 2 koncerta z dunajskimi filharmoniki v znameniti dvorani Musikverein. Na drugem mu je celo dirigiral tedaj že zelo priznani skladatelj Antonin Dvoržak. Koncerta sta bila zahvala Dunajčanom za njihovo nesebično pomoč pri hudi naravni nesreči. Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana je po dunajskem obisku pridobil izkušnje za nadaljne mednarodno uveljavljanje. Med prave podjetne podvige so se vpisala gostovanja na Poljskem, Češkem, še posebej pa francosko gostovanje. Po več kot 30 mestih, med katerimi je potreba posebej omeniti veličasten sprejem v francoski prestolnici. V Parizu je predstavnike zbora počastil pariški župan. Zbor se je poklonil žrtvam Prve svetovne vojne in na ambasadi tedanje države Kraljevine Jugoslavije s pesmijo praznoval državni praznik. Kot dragocen spomin iz tedanjega obdobja je do danes ostal zvočni zapis, ki ga hrani Institut Sorbonske univerze. Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana od leta 1891 neprekinjeno deluje vse do danes in nadaljuje pot dragocenega spomina. Med podjetne podvige pa se je v zgodovino opisala ustanovitev Slovenske filharmonije. Žal je delovala le krajše obdobje, med 1908 in 1913, vendar dovolj dolgo, da je spodbudila nastanek izvrstnih slovenskih del in vlila tudi samozavest za poznejši razcvet orkestralne glasbe. Ta je dobila potem polet pozneje s članom Dunajske filharmonije, Slovencem Karlom Jerajem, ki je po razpadu monarhije videl priložnosti v domačih krajih in tako prevzel vodenje orkestralnega društva. Pod okriljem Glasbene matice je tako poskrbel tudi za tovrstno izobraževanje. Ustanavljanje umetniških teles, spodbujanje slovenske glasbene ustvarjalnosti, pa je pomembno tudi tlakovanje temeljev znanstveno-raziskovalnega dela, in sicer to z ustanovitvijo folklornega instituta, o čemer več pozneje. Podjetnost Glasbene matice se je neposredno izkazala tudi pri nakupu nepremičnin, že 1893. leta. Pri odprtju trgovine z muzikalijami ter koncertne poslovalnice 1922. Ob 60-letnici je organizirala mednarodni in, lahko rečemo, prvi glasbeni festival na Slovenskem in tako spodbudila k nastanku ene najlepših ulic v Ljubljani, tukaj zraven aleje skladateljev. Kako pomembna je bila njena družbena vloga in vpliv, pa kaže tudi dejstvo, da je prav Glasbena matica s svojimi diplomatskimi, političnimi, družbeno-političnimi zvezami bila pobudnica nastanka spomenika ilirskim provincam. To je bilo tudi obdobje, ko se je pomen Glasbene matice najbolj razcvetel. V pestri zgodovini, ko je več kot enkrat grozil bankrot in propad, pa je društvo najbolj močno prizadela ukinitev vseh dejavnosti 1945. leta. Nosilec imena je tudi po pogajanjih za ožjim krogom slovenskih oblastnikov ostal le mešani pevski zbor. Njeni člani pa varuhi spomina do danes. In ta spomin, najdragocenejša dediščina, je bil znova obujen v demokratični državi Sloveniji, ko je bilo moč poiskati poti za vnovični razcvet. Z vztrajnostjo in podjetno močjo predanih matičarjev, med njimi še posebej častnega predsednika, dr. Antona Vengušta, je Glasbena matica Ljubljana po 8 letih pravnih mlinov lahko na novo zaživela. Ob 150-letnici današnji člani Glasbene matice s ponosom zatrdimo, da nismo le nosilci dediščine, ampak predvsem graditelji prihodnosti. Posegamo na različna področja delovanja glasbenega življenja in vedno znova iščemo zanimive priložnosti. Od prirejanja koncertov samospevov za uveljavitev slovenskih pevcev in slovenske pesmi
do postavitve glasbeno-gledaliških del za otroke, kar se nam zdi še bolj pomembno, pripravljanje predstav s profesionalnimi umetniki skupaj z otroki. V duhu sedanjega časa se ne spotikamo v težavah, ampak se spopadamo z izzivi. Med zadnjimi prav gotovo spopadanje z najhujšo pretnjo naši dejavnosti, naši pevski dejavnosti. Iz iskanja rešitev in tudi od teh v epidemijskem času je nastala edinstvena vokalna skupina deklet, ki prav v teh dneh v okviru jesenskih serenad Ljubljanske glasbene mladine s programom Čas deklištva gostuje po slovenskih krajih. Vodi jih predana in pronicljiva zborovodkinja Irma Močnik, ki poleg umetniškega znanja svojim pevcem prodaja še občutljivost ter empatijo in skrbi tudi za vključevanje ranljivih skupin. Prvi ambasador Glasbene matice Ljubljana je še vedno mešani pevski zbor, ki pod vrhunskim dirigentom Sebastianom Vrhovnikom utira na Slovenskem povsem nove poti in tudi novo, bi lahko rekli, poslovno filozofijo. Da se je ta nova pot obrestovala, kažejo njegovi uspehi in tudi prihodnji načrti. Udejstvovanje v sedanjem mešanem pevskem zboru Glasbene matice Ljubljana ne pomeni več ujetosti v stalen urnik in stalno zasedbo. Na odprti zborovski platformi je ponudena možnost vrhunske priprave za izvedbo najzahtevnejše literature na polju vokalno-instrumentalne glasbe. Prav v teh dneh je mešani pevski zbor z dirigentom Vrhovnikom odprl novo poglavje sodelovanja s tujim ansamblom, s katerim bo odšel na gostovanje v Brixen na mednarodni festival. Vendar ni le naključje, da je na programu v tem jubilejnem 150. letu naslov dela, s katerim gostujejo Handlovo Aleksandrovo slavje. To je namreč Moč glasbe. Pevski lok, ki ga začenjajo graditi najmlajši v programu Mali glasbenik, se pri nas zaokroži pri seniorskem zboru, zdaj ga vodi priznani dirigent Igor Švara. V okviru društva pa danes deluje 5 pevskih sestavov, kot že omenjeni mešani pevski zbor, seniorijski pevski zbor, vokalna skupina, pa še mladinski operni zbor, ki ga tudi vodi Irma Močnik, in otroški pevski zbor, ki ga vodi Tadeja Kreča. Za kakovostno rast pevcev skrbi profesorica petja Tanja Rupnik, sicer tudi vodja pevske šole Glasbene matice, v kateri se lahko po opravljenem preizkusu vpišejo kandidati brez starostne omejitve in predhodnega pevskega znanja. Znanje je naša vrednota. Zato na Glasbeni matici vsako poletje gostimo mojstrske tečaje petja pod vodstvom priznanih slovenskih pedagogov in iščemo pri tem povezave z našimi strokovnjaki v zamejstvu in tudi izseljenstvu. Glasbena matica je pretočna organizacija, široko vpeta v slovenski prostor in povezana z vsemi pomembnimi akterji, organizatorji, vladnimi ter nevladnimi društvi, ki soustvarjajo glasbeno kulturo na Slovenskem, zamejstvu in tudi v izseljenstvu. Dejavnost lahko hrani z dediščino, delom vrnjenih nepremičnin po procesu denacionalizacije. Na temeljih vrednot nekdanjih podjetnih gradnikov premoženja, ti so svoje materialne dobrine pridobili s podjetnostjo, pa tudi srčnostjo ter predvsem z delovanjem na tako imenovani etični pogon. Današnje društvo gospodarno upravlja svojimi nepremičninami. Lahko je zgled za pošteno gospodarjenje, za uspešno prenovo tudi umetnostno-zgodovinskih stavb, katerih vrednost in pomen presegata samo društvene okvire. Izzivov, predvsem na gospodarskem področju, nam nikoli ne zmanjka. Prav gotovo k temu pripomorejo tudi moč glasbe, globoko vraščene prav vse celice njenega delovanja in pa zavest, da iz drobnih, dobro posejanih semen lahko zraste mogočno drevo. Tako kot je iz Instituta za raziskovanje slovenske folklore nastala mogočna, mednarodno priznana znanstvena institucija, Glasbeno-narodopisni institut ZRC SAZU. Pri tem povabim vodjo inštituta, gospod dr. Mojco Kovačič. Hvala lepa. Tudi jaz bom izkoristila to priložnost, da inštitut, ki ima mogoče malo težavno ime za nekatere, predstavim in delovanje postavim tudi v luč Svetovnega slovenskega kongresa.
Nadaljevala bom zgodbo z letom 1934, letom, ko je Glasbena matica ustanovila, to ste že slišali, Folklorni inštitut, in ravno čez 8 dni praznujemo 88. rojstni dan, malo smo mlajši od Glasbene matice, in seveda, kot je Glasbena matica igrala pomembno vlogo pri institucionalizaciji glasbenega šolstva, je seveda igrala tudi pri znanstvenem raziskovanju, saj je naredila prve korake. Inštitut je namreč nasledil folklorne raziskave pa so sprožile že prejšnje zbiralne akcije ljudskega gradiva, ki jih poznamo iz poznega 19. stoletja in začetek 20. stoletja. Prizadeval si je predvsem za ohranjanje in oživljanje takrat razumljenega izginjajočega se izročila, danes ga razumemo kot spreminjajoče, in zbiranje in preučevanje gradiva, in s tem je utrl pot bodoči glasbeni folkloristiki. V povojnih desetletjih je inštitut pridobival nove kadre in tehnično opremo. Prvi, nisem niti omenila, vodja je bil France Marolt in ga je vodil sam, potem pa je pridobil nove kadre in tehnično opremo in se osredotočil predvsem na zbiranje gradiva. In to je usmerjalo inštitut skoraj pol stoletja. Poleg tega pa so že sodelavci sodelovali v mednarodnem znanstvenem dialogu in strokovnimi deli in raziskavami tvorili, so oblikovali nekatera mednarodna združenja. V letu 1972 je inštitut postal del Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, 9 let pozneje pa del njenega znanstveno-raziskovalnega centra. In delo inštituta je vodila vse večja raziskovalna usmeritev. 1994. leta pa smo našli tehnično podporo v zvočnem arhivu in studiju. In ravno ta najsodobnejša oprema, ki jo nenehno posodabljamo, je omogočila tudi kakovostno vzdrževanje dragocenega arhiva. Imamo tudi status arhiva, sestavljenega predvsem iz pisnega in zvočnega gradiva, vedno pogosteje pa mu dodajamo tudi vizualno gradivo, predvsem iz terenskih snemanj zadnjih desetletij. Slovenska osamosvojitev in globalizacija sta delo inštituta še bolj usmerili v mednarodno raziskovalno polje, v katerem so delili svoje izsledke raziskav. Te vezi pa so usmerjali in še danes usmerjajo bolj v sodobne pristope do raziskovanja ljudske pesmi, glasbe in plesa, pri čemer so to vedno bolj umeščali v kulturni, družbeni, politični in ekonomski tudi kontekst. Prav tako so se pa raziskave nekako rešile ali pa se še rešujejo okovov razmejevanj med ljudsko, umetno in tisto drugo glasbeno kulturo, ki živi med ljudmi. Pa bom morda zaradi časovne omejitve, vem, da smo že pozni, preskočila en del predstavitve in bom naredila preskok v konec preteklega in predvsem v novo tisočletje in kratko predstavila, zato da se navežem tudi na današnjo temo in glavnega organizatorja Slovenski svetovni kongres, bom predstavila, katere raziskave smo pa preučevali tudi izven političnih državnih meja Slovenije. Kajti v drugi polovici prejšnjega stoletja so bila recimo področja izven meja, kot so Porabje na Madžarskem, Benečija, Rezija v Italiji, Koroška v Avstriji ali pa Francija, kjer je na primer Julian Strajnar zbiral gradivo med rudarskimi izseljenci. Zelo zanimiva, predvsem raziskovalci so zbirali to gradivo in ga tudi primerjali z gradivom znotraj političnih meja. V zadnjem desetletju ali pa v desetletjih, mogoče malo več kot desetletju, nas na istih področjih zanimajo predvsem medkulturni prepleti v pesmi in glasbi. Iščemo na primer vplive neprestano spreminjajočih se političnih meja na besedilne in glasbene izraze tamkaj živečih ljudi. To se pogosto izraža na primer tudi v jezikovnih prepletanjih, ko v eni pesmi najdemo različne jezike, dialekte, besede, ali pa nas zanima, kako glasbeniki zavestno izberejo določen jezik, dialekt, nemški, slovenski, koroški v svoji glasbi. In to je na primer, ali pa tudi angleški, seveda, kar je tudi povezano z glasbo in poslom. Kar nekaj raziskovalcev, raziskovalk nas je sodelovalo v bilateralnih projektih med Slovenijo in ZDA. In formalno smo s pomočjo inštitucije Polka Hall of Fame iz Clevelanda in Society for Slovenian Studies, neformalno pa z
mnogimi tamkaj živečimi potomci Slovencev odkrivali, kako se etnične, nacionalne, regionalne in nasploh kulturne identifikacije izseljencev izražajo v njihovih načinih reprezentacij plesa, glasbe in petja. In moram reči, to so bile res zanimive izkušnje. In zanimivo je tudi, kako si slovenstvo predstavljajo in prilagajajo svojemu okolju, okusu, kontekstu današnje generacije potomcev tamkaj živečih potomcev Slovencev. Spet v drugih projektih, naprimer meddržavnih, bilateralnih oziroma čezmejnih, smo sodelovali z madžarskimi raziskovalci, z italijanskimi in to še nadaljujemo, kadarkoli nam je to omogočeno. Naj čisto za konec preidem spet na povezave med glasbo in poslom in predstavim še eno zanimivo raziskovalno delo, navežem se pa zopet na glasbeno matico. Namreč na podlagi gradiva posnetega na gramofonske plošče med izseljenci v ZDA in glasbeniki v Sloveniji v začetku 20. stoletja, torej več kot 100 let nazaj, smo raziskovali v bistvu interpretacije slovenske in predvsem slovenske ljudske in druge slovenske glasbe. In moram vam razložiti, kako je to povezano s poslom. Namreč v tem času so ameriške gramofonske družbe ugotovile, da je glasba priseljencev oziroma tako imenovana etnična glasba lahko tudi odličen posel za njih in so začeli potem snemati to glasbo in jo propagirati in od takrat imamo tudi zgodovinski posnetek 114 let stare posnetke vokalnih sestavov glasbene matice. S tem bom zaključila ta uvodni nagovor, se zahvaljujem organizatorjem. Mi smo s Svetovnim slovenskim kongresom prvič na ta način stopili v stik, tako da upam, da bomo morda še kdaj. Z glasbeno matico pa sodelujemo že dolgo časa. Hvala, ker ste izbrali ta čudovit prostor za svoj dogodek. Želim vam pa, da imate lep dan in da ga preživite prijetno v medsebojni družbi. Uvodnima predavateljicama se iskreno zahvaljujem. Sedaj pa vas povabim na kratek odmor. Nadaljujemo pa točno ob 11. Hvala lepa.